Petišovcih pri Lendavi so vozili prvo dirko državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Teterov v Nemčiji je gostil kvalifikacijski dirki svetovnega prvenstva v Speedwayu za mlajše mladince. Sven Cerjak se je prebil v finale. Mačkovci so bili v znamenju motokrosa. Vozniki so se merili na drugi dirki za točke državnega prvenstva. Cestno-hitrostni motociklisti so za državno prvenstvo tekmovali v Brnu na Češkem. Tretjo preizkušnjo sta dobila Bine Štern in Enej Logar. Jure Levar je na Slovaškem branil barve Slovenije na drugi karting dirki sezone tekmovanja FIA Academy Trophy. Gal Hauptmann je debitiral na enduro dirki svetovnega prvenstva kategorije Junior 1 v Italiji. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Speedway oval v Petišovcih pri Lendavi je bil prizorišče uvodne preizkušnje državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu. Dirko so pripravili člani športnega društva Speedway Team Lendava, pri katerem je prvo ime Matic Ivačič, sicer 4-kratni zaporedni državni prvak v Speedwayu. Proga je bila zelo dobra, Lendava je zelo dobro stezo preštimala. Videti je, da so veliko naredili, da so se veliko ukvarjali s stezo. Vse je bila res varna, hitra. Z licencami AMZS so ob Ivačiču vozili še Anže Grmek, Denis Štojs in Julian Kuni. Preostalih 8 voznikov je na dirko prišlo iz tujine in so pošteno popestrili konkurenco. Gledalci so lahko videli cel kup zanimivih voženj, v katerih ni manjkalo ostrih bojev za čim boljši položaj na stezi. Največ je pokazal prav branilec naslova najboljšega speedway voznika v državi Ivačič, ki je suvereno zmagal v vseh vožnjah. Sem zelo dobro nastavil motor, tako da iz runde v rundo sem bil hitrejši, kar se je tudi videl, tako da sem zelo vesel zmage. V finalu je tokrat manjkal Anže Grmek, ki je bil izključen potem, ko je ob izhodu iz ovinka nesrečno zadel prvo kolo Ivačiča, ki je padel. Škoda tele finalne runde, zgodilo se je, kaj se je zgodilo. Zbil me je, jaz nisem imel tukaj kaj narediti. Ivačič je nato v ponovljeni vožnji gladko opravil s tekmecem, Nemcem Sandrom Wassermannom. Zadovoljen sem, upam septembra, da obranim naslov prvaka in da gremo naprej. Tretje mesto med člani na zmagovalnem odru je zasedel Anže Grmek, ki si je od dirke obetal veliko, a je na koncu za tolažbo uspel zmagati med mladinci do 21 let. Druga dirka in hkrati zadnja državnega prvenstva bo konec septembra, prav tako na ovalu v Petišovcih. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Teterov v Nemčiji je gostil kvalifikacijski dirki svetovnega prvenstva v Speedwayu za mlajše mladince oziroma za finale serije Speedway Grand Prix 3. Slovenijo sta z AMZS licencama zastopala Sven Cerjak in Tilen Bračko. Cerjak se je izkazal, saj je v svoji skupini zasedel 3. mesto in bo v petek 28. junija eden od 16 finalistov v Goržovu na Poljskem. Bračku pa se je uvrstitev v finale izmuznila za las, zgolj za točko. V svoji skupini jih je osvojil 6 in zasedel nehvaležno 9. mesto. Ljubitelji motokros dirk so se zbrali v Mačkovcih, kjer je bila na sporedu druga preizkušnja za točke državnega prvenstva Slovenije.
Organizacija je bila v rokah članov AMD Štefan Kovač, Murska Sobota. Mi smo se poskušali maksimalno pripraviti na dirko, uredili progo, začeli z namakanjem, smo namočili, je pa potem v popoldanskem delu se potem pojavila malo težava z tem prahom. In prav prah je bil razlog za odpoved voženj v odprtem razredu in razredu MX2, ki sicer vozita skupaj. Zdaj, za to dirko se je pač vodstvo dirke potem odločilo, ker nekako ni prišlo do soglasja, če speljati ali ne speljati dirko, pa je bila potem ta dirka v največji kategoriji odpovedana. Prvi so se na progo podali v razredu z motorji s prostornino do 125 kubičnih centimetrov. Prvo vožnjo je prepričljivo dobil Gal Geršak, ki pa v drugo ni znal potrditi dobre forme. Drugo vožnjo sem pa štartal dobro, ampak sem naredil 2 napaki, drugič sem tudi malo hujše padel in sem se zraven poškodoval. Ampak sem uspel hitro voziti in zmanjšati razliko do prvega, ampak mi je zmanjkalo časa do konca. Po štartu druge vožnje se je v ospredje prebil Jaka Mervič. Z dirko, rekel sem danes kar zadovoljen. Drugo dirko sem štartal prvi. Pol kroga sem bil prvi, pole me je Gal Geršak in Miha Vrh sta me prehitela. Boljši je bil Miha Vrh, ki je v drugi vožnji prvi prišel v cilj in se veselil skupne zmage na dirki. Tretje mesto na zmagovalnem odru pa je zasedel Mervič. V konkurenci 85 kubičnih motorjev sta se za zmago spopadla Taj Goleš in Aleks Novak, od katere je Taja Vidoviča v prvi vožnji oddaljila napaka. V ostrem boju je bil malce uspešnejši in hitrejši Goleš, ki si je privozil prvo mesto na zmagovalnih stopničkah pred Novakom. Tretji je bil tokrat Luka Jurič. V obeh veteranskih razredih so vozili skupaj. Med mlajšimi v razredu veterani 40 je bil znova v obeh vožnjah najhitrejši in neulovljiv Simon Laurin. Sem zadovoljen pač s svojo vožnjo, svojo brzino, tako da v bistvu nekaj več ne rabim, ker v bistvu se vozim konstantno spredaj v Sloveniji. Ne. Drugo mesto skupno je pripadlo Leonu Feršu. Z rezultatom zadovoljen, čakovati nimamo kaj drugo kot to. Cilji so tako vidne in jasne na skupne razpredelnice. Na tretje mesto na oder za najboljše pa je tokrat prišel Marko Špehar. Veteranska konkurenca pri starejših je bila bolj izenačena. O skupnem zmagovalcu je odločala druga vožnja, ki jo je dobil avstrijski voznik Georg Kainz. To mu je prineslo zmago na dirki pred Bogomirjem Gajserjem, tretji pa je bil še en Avstrijec, Manfred Kainz. V razredu motorjev s prostornino do 65 kubičnih centimetrov se je v tekmovalni ritem vrnil Leo Gajser. Ta dirka je za mene prva, zaradi tega, ker sem si na pripravni dirki zlomil roko in sem bil odsoten 3 mesece. Odsotnost se ni veliko poznala, saj je Gajser vozil zelo dobro in prvo vožnjo končal drugi. Ko sem čakal na to dirko, da vidim, kje sem, straha nisem imel, bil sem zelo sproščen. V obeh vožnjah je bil nepremagljiv in zelo suveren na motorju Tim Repnik. Dan mi je zelo lepo uspel, prva tekma se je malo kadilo in nismo vedeli, če bomo štartali. Druga runda sem pa štartal malo slabše in sem končal kot prvi. Repnik je stal na najvišji stopnički na zmagovalnem odru, drugi je bil Svit Vižintin, tretji pa Leo Gajser. V kategoriji MX50, ki tekmuje za pokalno prvenstvo Slovenije, je bil v obeh vožnjah najhitrejši hrvaški voznik Luka Vorel. S pogumno in neustrašno vožnjo si je drugo mesto na zmagovalnem odru privozil Max Sedlašek. Tretje mesto skupno pa je zasedel mladi madžarski tekmovalec Peter Safran. Naslednja preizkušnja državnega prvenstva Slovenije v motokrosu bo konec avgusta na progi v Škednju.
Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Na svetu je veliko legendarnih dirkališč, toda v srcih Slovencev ima eno prav posebno mesto. Do legendarnega dirkališča Masarykov okruh se moramo iz Ljubljane peljati 523 km. Dirkaški objekt je današnjo podobo z manjšimi posodobitvami dobil leta 1987. Predtem so dirke tudi svetovnega prvenstva potekale po lokalnih cestah. Svetovno znano dirkališče Brno, ki ga je že načel zob časa, se je v srca Slovencev zapisalo v zadnjem desetletju, ko je gostilo dirkače elitnega razreda MotoGP. Ti so zadnjič na Moravskem privijali ročico za plin v sezoni 2020. Dirkališče, ki je med leti 1993 in 2020 redno gostilo dirke svetovnega prvenstva, zdaj počasi izgublja sijaj, toda dobrega glasu še ni izgubilo. Dirke državnega prvenstva Slovenije tradicionalno potekajo na tej 5403 metrov dolgi stezi. To je v bistvu edino izmed dirkališč, ki je do nedavnega gostilo MotoGP dirke. Vemo, da je tukaj tudi dosegel svojo prvo zmago Valentino Rossi, tako da jaz upam, da fantom to nekaj pomeni nam zelo veliko, da smo na istem podaritvenem odru, kjer so bile vse legende motošporta, MotoGP-ja. Mislim, da je to ena izmed razlogov, zakaj še vedno hodimo sem. Čeprav je res, da je dirkališče za organizatorja izredno drago, asfalt je že zelo načet, tako da tudi marsikateri dirkači, sploh tisti hitri, imajo težave z oprijemom. Ampak na koncu, če hočeš narediti nek zanimiv pokal, je Brno obvezna izbira. Če se sprehodite po dirkališču, vidite, da se od otvoritve v prejšnjem stoletju ni veliko spremenilo. V dirkaški objekt novi lastniki ne vlagajo veliko, čeprav povpraševanja po adrenalinskih vožnjah ne manjka. Skoraj vse dni v tednu se na in v okolici dirkališča vrstijo številni tečaji vožnje in dirkaški dogodki. Del enega izmed teh so tudi dirkači slovenskega prvenstva. Meni je dirkališče ekstremno všeč, zato ker je res široko in res so hitri zavoji, pač res po hribu navzdol brutalna zaviranja, takoj moraš iti na gas. Steza sicer zelo drsi, ker je že obrabljena tukaj, asfalt je že uničen dost, ampak vseeno, po mojem, da je ena najlepših pist, kar imamo zdaj tukaj na voljo, v čemer tekmujemo. Nažalost, tukaj asfalt ni lih najboljši, nam zelo drsi in ja, proga je v redu, sem če je bila prastena, bi bilo pa še boljše. Če pa pogledamo malo razne komentarje glede te piste, tudi v svetovne špice, vsi jo imajo radi. Tako da ne poznam človeka, da bi rekel, Brno mi pa ni všeč. Tako da mislim, da tudi vseh Slovencev, kjerkoli bi vprašal, bi rekel, super pista je. Tako da se veselim še tukaj kaj voziti. A med vozniki je tudi dirkač, ki mu konfiguracija steze z ekstremnimi vzponi in spusti nikakor ne ustreza. Pa ni nič kaj posebnega, gor v hrib gre 600 malo počasi, se malo vleče. Na zaveranjih je treba na spustih malo bolj sili naprej, ampak ni toliko izrazito. Ni to nek problem. Je zanimivo to zavoziti, malo manj monotono kot sama ravnina, ampak sama pista ima veliko hitrih pa tekočih ovinkov, kar ni optimalno za moj stil. Asfaltne strmine, ki jih razbija 14 ovinkov, so kot domač teren za vrhunskega slovenskega smučarskega skakalca, vajenega strmih naklonov Timija Zajca. Za nas navadne smrtnike je zelo fajn, da imamo možnost priti sem dirkati, ki je včasih GP, tako da ja, meni je pista zelo lepa, dolga, široka in ja, se zelo varen se počutim. Meni gre v Lukno je kar precej klansno vzdolj, iz Lukne je res klansno vzgor, tako da ni glih normalna pista, tako da ima svojo znamenitost in mislim, da to glih čar, ko moraš po klancu navzgor res strmem tišati poln gas, tako da je zelo zanimivo. V zlatih časih, ko so na stezi drveli dirkači razreda MotoGP, je dirkališče tekmovalni konec tedna obiskalo tudi 300 000 navijačev. Travnate tribune samevajo, duh napetega dirkanja pa ostaja in ni izbrisan, kar čuti tudi novinec v Brnu.
Zelo sem bil navdušen, vesel. Pa seveda, no, tako, državno prvenstvo letos prvič pelem, tako da mi je zelo velik užitek tukaj biti. Sem zelo vesel, pa upam, da bom čim več napredoval. Polni vtisov in spominov so se na zahtevno stezo podali slovenski vozniki, ki so ovinke poskušali sekati kot Marc Marquez in Valentino Rossi. Aleš Brzin se še posebej pripravlja na vožnje po unikatni stezi v Brnu. Mislim, da mi je res simulator veliko dal, uči se linija, idealna linija. Tokrat sem šel čez to, da takoj že prvi krog, ko sem pripeljal se tle okrog, sem že vedel, kaj in kako moram narediti, kdaj moram prešaltati, kdaj moram gas odprti, kje je točka zaviranja. Tako da mi je res simulator ogromno dal. Na dirki se mu ni išlo, saj je bil veteran Bine Štern v izvrstni formi. Njegov dirkaški ritem je bil neulovljiv, zato je prekinil niz 2 zaporednih zmag 30-letnega dirkača iz Dolenjih Ponikov. Tokom dirke ni bilo problemov, da telo je zdržalo, so bile pa problemi ali gume, ker temperatura asfalta je bila preko 50 stopinj, tako da vsi fantje so imeli probleme, tako sem jih tudi jaz imel, ampak sem uspel nekako z izkušnjami to kompenzirati sredi dirke, pa da se je do konca dirke išlo tako, kot se ti je. V šibkejši kategoriji Supersport 600 je bila dirkaška akcija navdušujoča. Za zmago v Brnu so se udarili 3, po vodnih težavah pa je vse pasti načete steze uspešno premagal Enej Logar, ki sta mu kar nekaj preglavic povzročila na koncu drugi Domen Lipnik in Andrej Habjan, ki je ciljno črto prevozil 3. Štartal sem malo slabše in v prvem krogu naredil manjšo napako, tako da me je Habjan nažalost prehitil in potem 3 kroge sva imela boja, potem sem se pa odločil, da bom probal narediti razliko in ja, uspel mi je. Tako da na koncu sem prišel v celem z 2 sekundami prednosti, tako da dirka je kar šla smut. Slovenski dirkači so se z dobrimi občutki vsaj za leto dni poslovili od Brna, toda časa za daljši počitek ne bodo imeli. Konec julija jih že čaka nova dirka na madžarskem Pannonia Ringu. Slovaški karting center Orehova Poton je gostil drugo preizkušnjo tekmovanja FIA Academy Trophy, v katerem letos z licenco AMZS slovenske barve brani Jure Levar. Treningov je bilo zelo malo, zato sem rabil nekaj cajta, da sem se navadil proge in vsega. Gre namreč za tekmovanje, v katerem imajo vsi vozniki enako vozilo z enako šasijo, gumami in motorjem, ter tako nihče nima morebitne prednosti boljšega materiala. Tle sem tudi vozil Moravski Pohar, ki sem zmagal z Rotaxem, ampak vseeno ni isto, tukaj so drugačne gume in drugačna mašina, ampak vseeno probavam narediti najboljše. Levar je med 47 vozniki z vsega sveta pustil dober vtis v vožnjah za razvrstitev, čeprav so se pogoji na stezi menjavali. Zaradi vročine ima proga zelo veliko gripa in jaz se probavam čim bolj znajti v gripu. Proga je dosti težka, zato ker nima dosti dobrih ovinkov za prehitevanje. Vseeno je pridno in vztrajno nabiral točke, s katerimi se je prebil do finalne vožnje. Plan za finale, da bom čim boljši, da bom čim več mest dobil, pa da vsaj končam dirko, da ne bom v trati končal. Žal se mu je pripetilo točno to, česar se je bal. Kmalu po štartu se je nesrečno zapletel v trk s tekmeci in odstopil. Kljub razočaranju ob odstopu pa Levar še vedno lahko upa, da bo tekmecem na 4 kolesih pokazal, kaj zna in zmore na 3. dirki. Ta bo v začetku avgusta v Kristianstadu na Švedskem, kjer se bo tekmovanje FIA Academy Trophy v letošnji sezoni tudi sklenilo. Svetovno prvenstvo v enduru ima v letošnji sezoni tudi slovenskega predstavnika v razredu Junior 1. Na 4. preizkušnji sezone, ki je potekala v Betoli v Italiji, je z licenco AMZS tekmoval Gal Hauptmann, sicer uveljavljeni voznik motokrosa in lanskoletni državni prvak razreda MX2. Prva dirka v Enduro GP, se pravi svetovno nivo, je kar nekaj stopnička višji, bi lahko temu rekel.
Premierni nastop v svetovni enduro konkurenci si bo zagotovo dobro zapomnil. V bistvu je bilo kar zanimivo, hitre brzinci so bili, smo mogli kar hiteti do checkpointov. Težkih specialnih preizkušenj se ni ustrašil. Cross special je bil po travniku speljan, ampak je bilo zelo spolzak, tako da si mogel merkati in biti zelo previden na odsekih. Za prvo dirko se mi zdi, da je bilo v redu, sicer je bilo prisotno kar nekaj nervoze, ampak ja, bilo je tudi par večjih napak, mene par manjših, ampak ja, to je sestavni del tega. Prvi dan je osvojil 11. mesto. Enako mesto pa si je nato v zahtevnih razmerah in dežju privozil tudi drugi dan preizkušnje. Rezultat je v redu, bilo je kar naporno, tudi pol sploh je začel, ker smo mogli zelo merkati. Naslednja dirka svetovnega prvenstva v enduru bo sredi julija na Slovaškem.